Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija. Lejte, zdaj, ko se pripravljam na tale video, potrka na moja vrata tukaj v pisarni, novo nalepko imam od zunaj, nekdo in se predstavi, da je sicer Anglež, ki živi tukaj na Krasu in potem, da nekaj prodaja, da išče poslovne partnerje in potem ga majčkeno povprašam, kako pa kaj in začne razlagati in v trenutku rečem, se pravi, vi prodajate meglo. Rekel, no ja, z drugimi besedami, jaz bi lahko Arabcem prodal nafto. Super, vemo, tamle so vrata, ne rabim. No in prav to srečno življenje, kamor se je on zataknil, a ne. Danes me je ena gospa poklicala in je rekla, pač tako, lepi odnosi bežijo stran od mene, denar me nima rad, sploh ne vem, kje naj začnem, enostavno, na vseh področjih se mi nekako ruši, se pravi, na vseh področjih sreča beži stran od mene. No in danes bom dejansko govorila o tem, kako v bistvu privabiti srečo v svoje življenje. No in prav ta denar me nima rad. Mi je tako naredil asociacijo na zgodbo, ki je v knjigi Ko imajo čakre žur, na strani 298 in sicer Moč globoke zamere. In zgodba govori o tem, kako je gospa odšla v mesto in je rekla, tako, nikdar jim ne odpustim tega, kar so mi storili, ni moč odpustiti. In je rekel angel, odpusti, znebi se bolečine, zdaj si daleč od tistih, ki so te ranili. In je rekla, ne morem, nočem, zanje ni odpuščanja. In je rekel, to je odločitev in kam boš shranila to svojo zamero, in ona pokaže na glavo in na srce. In okoli srca je zrasel ogromni koralni greben bolečine in ona je živela svoje življenje, se poročila, imela otroke, bila je dober človek, ampak tisti koralni greben je ostajal tam. Tudi bolečina, ki jo je imela v možganih, je ostajala, spomini, težki spomini so ostajali in rasli. In potem, po težki ločitvi, mi je stavek všeč v tej zgodbi, jo je njen psiholog sprehajal po temnih ulicah njenega otroštva. In ona se je vedno vračala na tistega prasca, s komer je bila poročena, in ko ji je psiholog omenil, da bi bilo pametno odpustiti, je pograbila svojo torbico in odvihrala in rekla, ta nima pojma, a ne? Pač jaz se hočem ukvarjati s tem, kaj je moj mož naredil. No in v glavnem leta so tekla, otroci so odrasli, imela je vnuke, imela je družino in spet čaka v čakalnici, tokrat pri specialistu. In ko je bila sprejeta k specialistu, ta odmaje z glavo, gleda izvide in pravi, izvidi niso dobri. In zaskrbljeno pokaže na izvide in pokaže, da je v možganih, v glavi zrasel tumor. No, kaj zdaj? Operacija. In pravi zdravnik, vaši izvidi srca so preslabi, da bi prestali operacijo. In spet omeni odpuščanje. No in v glavnem, to je za moje pojme prva stopnička pri ljubezni. Ker dokler mi ne odpustimo ljudem, ki so nas ranili, je nemogoč iti naprej. Dokler imamo mi še vedno tisto rano, ki smo jo dobili od ljudi, mi ne moramo iti naprej. Nimam pojma, kakšno rano ima ta gospa, ki me je klicala, da pač denar beži od nje in da odnosi bežijo od nje, ampak 100% ima rano. In vem, kako izgleda in kako je težko odpustiti ljudem, sploh tistim, katerim nismo naredili nič slabega. Enostavno so nas zmanipulirali, zlorabili, prinesli okrog, nas imeli za krinko in tako naprej. V glavnem. In odpuščanje. To je v bistvu, za moje pojme, ko sem pisala karte Prehodu v novo dobo, je bilo moje mnenje, da je to najbolj pomembna zadeva pri osebni rasti. Odpuščanje. No, zdaj pa poslušajte. Odpuščam si in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. Sejem semena ljubezni in potem si ponavljamo za to osebo, ki nas je ranila. Naj Kristusova ljubezen in damo noter to osebo, napolni moje srce.
In to si lahko v nedogled ponavljate. Jaz, ko sem ranila, ko sem zdravila svojo ranjeno dušo, sem ponavljala tisočkrat in tisočkrat in tisočkrat, naj Kristusova ljubezen do tega človeka, no, to je bil bivši mož, napolni moje srce. Pa pol še kaj tašča, kakšno zadevo, veste, se kar nabirali. In dokler sem jaz pestovala to bolečino, čigavo srce je krvavelo. Pač moje, a ne? Ne more to nekomu drugemu pač krvaveti tvoje srce. Naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. Ker glejte, mi smo ljudje. In jaz, če gledam po svojih izkušnjah, jaz bi komu zavila vrat, jaz bi koga nekam poslala, kakšna ljubezen, a ne? V glavnem gre se za to, da če to damo bliže. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. Jaz res verjamem v čudežne rešitve. A res verjamem v čudežne rešitve. Čudeži se dogajajo dejansko na dnevni bazi. Samo videti jih moramo. Ja, pa zdaj mogoče rečete, ja, Minka, kje pa ti živiš? Kje živim? Ja, v Sežani, a ne? Kako sem prišla v Sežano? Preko čudežnih rešitev. Jaz nisem z eno mislijo pomislila, da bom živela na Primorskem. Z eno mislijo, ne. Moj fokus je bil, da bom šla iz Škofje Loke in da bom živela na soncu. To je bila moja misel. In dejansko sem iskala na Gorenjskem, od Brezij navzgor. Na soncu. In potem, ko vidim, da tam ni nič, enostavno me prešine. Čakaj, daj 1 uro radi iz Škofje Loke, vtipkam Južna Primorska, naredim takole in sem pristala na Primorskem. In tukaj se je vse poklopilo. Zdaj pa poslušaj to, čudežne rešitve. Prvi sosed je pečar, zidar. Drugi sosed je ginekolog, potem tukaj v pisarni je še ena Gorenjka od spodaj, turistična agencija Slonček, potem njen mož je zobozdravnik in lastnik te pisarne je sicer športni trener, ampak njegova žena je predstojnica zdravstvenega doma. No, pa ta prva soseda je odvetnica. Kaj še hočeš? Banko imam tamle, pošto imam tamle. A ni to sreča? Mislim, čistko, a ni to sreča? Nikjer v Sloveniji, kjer sem razmišljala, da bi imela takole na dlani vse. In sploh ta na ključ je, ker vse je na ključ, ali pa čudežna rešitev. Poglejte, vse tiste ključne ljudi, ki jih jaz potrebujem, jih imam takole na dlani. Zdaj vem, da boste rekli, ja, Minka, tebi je enostavno, ti imaš srečno življenje. Ja, imam ga. Mogoče zato, ker sem toliko blond. To je ena možnost. Mogoče pa zato, ker sem komu odpustila. Presodite sami. Rečemo, da imamo ta blond srečo, ker v bistvu tako, okej, gremo dalje. V glavnem gre se za to, da odpustimo vsem tistim, ki so nas ranili. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo. Se pravi, stvarnik. Za tele svetle dušce, ki si želijo živeti boljše, ki si res zaslužijo srečno življenje. Kaj je ta trenutek pomembno za njih? 3 karte bom potegnila, pa čist naključno, kaj bo prišlo. 3., 2., 1. Zaupanje. Zaupaj vase in v življenje. Podpirajo te vsa svetlobna bitja. Vam bom brala sporočila. Se pravi, prvo sporočilo za vas je, majčkeno bolj zaupaj. A pa ni zaupanje povezano z vero. Se pravi, vera dela čudeže, to vemo, ne? Ta trenutek se ti, ki tole poslušaš, nahajaš na točno pravi poti. Zavedaj se, da te popolnoma nič ne more raniti, poškodovati ali prizadeti, ker tvoja duša je večna. Ovire so le izkušnje, ki jih potrebuješ na svoji poti. Ustvarjen si po božanski podobi in ti si popolna, ti si popoln. Bodi v sožitju in povezan s celotnim stvarstvom. Bolj kot zaupaš v svoje božanske sposobnosti, večja je tvoja moč. No in naslednja je pa tukaj vera, vam še to preberem. Verjamem vase in v svoje božanske sposobnosti. To je pa zdaj mogoče majčkeno težje. Verjamem vase in svoje božanske sposobnosti. Ampak druga stvar pa je, naša božanska sposobnost je ta, da lahko odpustimo. A je to tako? In to je božanska sposobnost. Naša
božanska sposobnost je biti modar, ker eno je, človeku odpustiš, nisi pa osu, a ne? Se pravi, nekdo te je ranil, zdaj, če imaš oslovska ušesa, boš dovolil, da te drugič rani. Če pa ne, pa rečeš, hvala, ne bi. No, ne vam povem eno zgodbo. Jaz sem nekoč sodelovala z enim gurujem slovenskim, sva naredila nek skupni seminar. Bilo je na seminarju 280 ljudi, ogromno, ampak 30 sedežev je bilo pa praznih. In na koncu on pride tako je rekel, a si ti videla? 30 sedežev je bilo praznih. Sem rekla, halo, bilo je 270 ljudi. V glavnem, ni se držal dogovora. Zlorabo je moje zaupanje in potem mu bi morala dati nek posnetek. Jaz sem rekla, jaz ti ga ne dam, lahko ga odkupiš, pač ga plačaš. In je znoro. In je začel govoriti take opaske, kdo jaz sem, in jaz mirno poslušam. Sem rekla, zanimivo. Sem rekla, veš, to, kar govoriš, ne govori nič o meni, ampak veliko o tebi. Ker vedno, ko govorite, ti si tak, govoriš o tem, kar si sam. No, in ta tip, guru, me pokliče čez 3 mesece in reče, Minka, začniva znova. Sem rekla, veš, kako zanimivo. To je isto mi govori moj bivši mož, mislim, takrat sem se že odselila. Ampak kar mu ni jasen, on je pokuril zaupanje. In zaupanje, če zdaj gremo nazaj na te karte, je pa temelj vsakega odnosa. Ne moreš ti verjeti nekomu, če je pokuril zaupanje. In pač, kaj je definicija norosti? Delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Ali pa definicija norosti je prav tako ukvarjati se z enimi in istimi ljudmi in pričakovati drugačne rezultate. No, da se razumemo, z odraslimi ljudmi. Zdaj, če imaš otroke, je normalno, da pričakuješ tudi drugačne rezultate. No, to je bilo zdaj ta prvo sporočilo. Čakajte, kam sem jih je zdaj dala? Te moje, tele 3 so prišle. Potem je naslednja prišla pa karta sodelovanje. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne pomanjkljivosti. Učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. Pozorna sem na to, kdo prihaja v moje življenje in kakšni občutki se mi porajajo. Vemo na tega tipa, ki je prej prišel skozi vrata. Kakšni občutki se mi porajajo? Po prvih parih besedah, ki je začel govoriti, ko je pogledal knjige, je rekel, jaz sem se to prebral. Super. Nakar je tako, prodaja meglo. Vrata so tamle. Kakšni občutki? Prav tisto se neka, ne, midva ne morava sodelovati. Pač marš ven. Dobro, ponavadi ne naredimo na ta način, ampak kakšne občutke nosite v srcu? To je prva zadeva. Ljudje so mi poslani kot angeli, ki mi pomagajo. Na tej poti nisem sama. Seveda srečujem tudi ljudi, ki so okuženi s temo. No, ta je bil. Tudi te prepoznavam in jim dovoljujem, da grejo svojo pot. Tudi ti so mi poslani, da lahko vidim, koliko sem se že naučila. Blagoslavljam jih z ljubeznijo. Zdaj pa nekoč mi je ena gospa, ki je hodila na moje delavnice, pač jaz učim ljudi to, blagoslavljaj z ljubeznijo vse, kar želiš, da se izboljša, vse, kar želiš, da odide, vse, kar želiš, da pride. In ona pravi, veš, jaz to delam, sam pa vmes dajte sami tist, pi. Je rekla, jaz pravim to isto. Blagoslavljam te z ljubeznijo, po domač povedan, kurc te gleda. Ne vem, če je to glih energija ljubezni, ampak včasih tudi tako treba narediti v življenju, Po domač povedan, spel se iz življenja, pa če ne gre nikamor, če so to odrasle osebe. In naslednje sporočilo je pa sončni žarek 39. 39. Jaz sem sonce, ki sveti ljudem, jaz sem žarek sprememb. Na zemljo sem poslana, da ljudem svetim. Stvarstvo me potrebuje prav ta trenutek. Povezujem se z izvorom svetlobe. Dovoljujem, da me vsako jutro napolni nova energija. Sončno energijo nosim v svojem srcu in žarim v ljubezni. Ne vem, kaj se je zdaj zgodilo, jaz sem dobesedno začela žareti, se je nekaj spucalo od tega tipa prej, ki je šel skozi vrata, ampak v glavnem nekaj se puca skozi te zadeve. Ne vem, če veste, kako pri meni grejo te energije. Ko se neka energija sprosti, gre čez mene in občutam vse energije,
In tudi tisti ljudje, ki pridejo k meni na svetovanje, točno vem, kdaj dregnem v polje energije in potem to takoj počistim. To energijo v trenutku počistim, in zadaj so neki programi, neki ali strahovi ali neka zadeva in v glavnem te stvari čistim. Ljudem pomagam, da odstranijo te balončke temne energije in da jih napolnijo z zdravilno božjo svetlobo. In potem je vse lažje. Potem je tako lahko, kot moje srečno življenje. Da enostavno se ti poklopi vse skupaj in rečejo ljudje, ti imaš srečo. Ja, ampak sreča, še vedno velja to, je na strani hrabih. A gremo še na kakšno sporočilo Ošotovih kart, da vidimo Ošotove karte, no, da vidimo, kaj tukaj sporoča stvarstvo. Za vse vas, ki delate korake za sebe in ki bi bilo čas, da kakšno stvar spustite, da lahko greste naprej. Prvo sporočilo, drugo sporočilo in tretje sporočilo. Same fajne. Ta prva je norec na začetku potovanja. To so pač tarot. Norec na začetku potovanja. Človek na začetku potovanja. Se pravi, ko odpustimo, se začne novo potovanje. Vse je pred teboj. Naslednja stvar je silovit preboj in proslavljanje. Kaj naj vam povem? A gremo na začetek zgodbe. Ko zdrobimo, stopimo tisti koralni greben naše bolečine, se začne novo potovanje, se zgodi silovit preboj naprej in se zgodi proslavljanje življenja. Tako grejo te zadeve. Zato verjamemo to, da prva točka novega življenja je sigurno to, da odpustiš vsem ljudem, ki so ti kadarkoli naredili karkoli slabega. Da potem začnemo topiti tiste koralne grebene, odstranjevati, s čim? Zdravilno molitvijo dekodiranja, sigurno pomaga, in potem se začnejo dogajati čudeži. Tako kot je zadnjič ena gospa v moji šoli me poklicala in rekla, Minka, ne moreš verjeti, moj mož manj pije. Moj mož prvič po letih zakona je prišel skozi vrata in je rekel, kako lepo diši. Prvi korak. Se bo še padel nazaj, ne bo enostavno, ampak nekje se začne. In mi zdravilno molitvijo dekodiranja lahko vplivamo tudi na druge in drugim pomagamo, da se stopi njihov koralni greben. Tako močne zadeve so to. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da v vaše življenje posije sonce. Sonce je. Samo dovolj je treba, da spucamo kakšno stvar. Uživajte, vse dobro vam želim in delajte na sebi.